da se javno upravičite Ustavnemu sodišču in ustavnim sodnikom Republike Slovenije. Oni niso noben marksistični krožek, ampak so najvišja naša institucija, do katere se boste obnašali spoštljivo, ne pa da ste spet tukaj poln samega sebe in mislite, da lahko vsakemu rečete vse. O Ustavnem sodišču nima smisla izgubljati besed. To, kar ste mogoče, vse se vam je skoraj zarekli, da so naš najvišji branik, to ste mislim na naše politične opcije, se pravi leve politične opcije, s tem se vas strinjam, da so oni so vaš največji in pa najvišji branik. Tako da, kar se tega tiče, lejte, Ustavno sodišče je razvojna cokla te države, ne govorim o Ustavnem sodišču kot takem, ampak o trenutni sestavi ustavnih sodnikov, ki je pod vsako kritiko in pa še slabše. Nikjer ne piše v ustavi, da se ne sme kritizirati odločitev ustavnih sodnikov. Še kako imamo pravico jih kritizirati? Jaz kot poslanec nisem nobenega izmed njih izvolil, oziroma sem proti vsakemu glasoval na vsakem glasovanju. Proti vsakemu izmed njih sem bil, ker sem napovedal že takrat, da so to ideološko kontaminirani posamezniki, ki bodo ideološko odločali na najvišjem organu inštituciji v Sloveniji, ki bi moral skrbeti za pravni red. Pa ne skrbi. In veste zakaj, kolegice, oziroma kolegica Sukič, ne skrbi? Ko ti avtori slovenske ustave povedo, da si se odločil v kontradikciji z ustavo, potem je logično, tisti, ki so ustavo napisali, menijo, da ustave ne spoštuješ.